Kako pa so velika ta platišča? Na Dolenjskem, sonček, Ljubljana, megla, Kranj, sonček, ja valjda. Dober dan in pa dobrodošla v nov vlog. Bil sem povabljen, da si ogledam eno zverino. Zdajle sem 5 minut stran od ene zelo zanimive delavnice, tukaj v bližini Kranja. Lahko ste jo že videli v seriji Po ovinkih, epizoda 10 se mi zdi, da je bila. Vsi jo že poznate, najbolj vam je pa znano pod imenom Logarson. Žiga mi je napisal, lej Mark, en projektek smo dokončali, če imaš veselje, če imaš čas, ljudno vabljen, da si ogledaš in posnameš, če hočeš. Jaz sem se z veseljem odzval in zdajle sem na poti tja. Po moje boste kmalu videli, o čem je govora in mislim, da se bomo imeli zelo dobro. Kaj takega sem pa jaz hotel imeti včasih, ko sem bil v srednji šoli. Audi TT RS. Poglej, kakšna ritka. Sicer je malo usran, pa tukaj ima 2 rura, Krapovič. Ampak danes nismo pri temu gospodu, ampak smo pri temu gospodu. Dej, povej, kaj je Kinoga, kaj se dogaja? Ja, nič, lej, delamo. Hvala Bogu, da je posel, ne? Ja, ne, je. Danes, no, saj sva itak govorila, prišel si zamenjam. Žiga me je povabil, je rekel, en nov projekt sem dokončal, mislim, da bi te to zanimalo, glede na to, da si mahne na Audi. Sem rekel, to pa ne bom spustil iz rok, danes je lep vreme, tako sem rekel, imaš čas, evo, se ko imam, gremo. Po mojem prav tako, idealen dan, še petek je. Pa ga kar pogledati. Gremo, ne? Da boš videl to zverino. Madonca, bom dol pol. Kako to, da si se odločil, zdaj bom pa kupil RS6 in zdaj bom na temu naredil projekt? Ali si dobil kakšno dobro ponudbo, pa si videl to avto? Ne, načeloma avto sem najdel na Autoscoutu, čisto random, mislim, prodajal se je. Sama oblika mi je že tako ful všeč, ker je dosti taka bunka, pa všeč mi to, ker je uporaben avto, glede na to, da je karavan, pa dosti velik. Tako, zdaj se mi je en tak super projekt, dosti tudi robe zanj obstaja, tako kot je tale Carbon Kit. Pa avto se mi zdi dosti popularen in sem rekel, pismo ne bi bilo slab z tega en tak lušten projekt narediti, pa da naredimo enega res hudega RS6 še v Sloveniji. Kva vse si v bistvu na njemu naredil? Tole je letnik 2020 si rekel? Letnik 2020, Carbon Kit od CT Carbon. Vsebuje zadnji difuzor, zadnje stranske krilca, zadnji strešen spoiler, pragovi pa sreden difuzor. Temu Deventuria Intake, naš izpušen sistem do zadnjega lonca oziroma sredinski del z X-pipom in pa res varianta downpipov. Te naša optimizacija motorne elektronke, rotiform platišča, pa avto na blazinah, tako da smo ga softversko večkrat bolj tlem prilepili. A ja, je pa še cel avto v PPF foliji, pa malo našega dizajna je gor. Te malo še da svojih detalčkov. Tako je. Garaža pa projekti tudi vidim, da lepo napredujejo. Projekt tudi napreduje, sicer se malo leče, če bi bilo po mojem, bi bilo že narejeno, ampak žal tele zidarska dela oziroma gradbena kar traja. Tu smo te majstre, danes smo zaradi tele marcine tukaj. Vidim, da ima še zmer tole, to je bilo pustico. GTR je tudi parkiran, zelo ima zaprašenke, že toliko časa stoji, stale avte imam pa drugje spravljene, tako da ja. Kako pa so velika ta platišča? 22 col, v bistvu drugače, originalna dimenzija, samo ET je drugačen. Dejansko ima RS6 že v osnovi, ja, lahko 22 col, če si to doplačal, tako da ima, ja, že sam po sebi zelo velike. Ogledala so... To je v bistvu tvoj dizajn, tvoj L, ne? Okay. Naš logo je noter. To je povrepano najbolj. Tako je, to je povrepano. Te stranske črte so pa pod PPF-jem, če boš pošlatil, ja. Super. Tako dobro zgleda. Prav, najprej ste dali dizajn čez, pole šele PPF, ja. Srednji del se mi zdi tako res dobro agresivni spade s temu. Veliko bolj, ne? Že tako je po defaultu, ampak zdaj pa še ekstra bolj. Kakšen imamo plan danes, kaj? A ti imaš čas? Jaz imam čas, si ga bom vzel, tako da... Ok, kaj, bova šla krog? Lahko greva en krog, pa da še ti to malo probal. Z veseljem, evo, so kar nasmejane. Ja, pa se pa to kar naenkrat malo odpre. Po ovinkih sva itak že posnela, za dvojko sva zmenjena, ko boš imel
ostalo zrihto. Tole je bilo pa tako. Tole je bilo pa zelo Za vlog varianto. Točno tako, ja, za vlog varianto. Zakopane. 8 mesecev nazaj so snemali, sem prvo pogledal, kdaj so se A res? Ja, tako da lej. Kva se je kaj spremenilo takrat? Od takrat sem dodal v zbirko ta avto. Ideja je bila taka, da naredimo en avto kot malo projektno vozilo. V osnovnem poslu so izpušni sistemi, pa tudi temu namenimo največ časa in energije, ampak tudi kaj drugega pa naredimo in sem že en čas imel željo, da bi bil en tak avto, da bi ga kot projekt malo predstavili na socialnih omrežjih, ga bomo malo za reklamo. Ste kaj snemali proces projekta, ali ste samo zdaj končni revil naredili, ker sem ga z tega včeraj objavil? Smo vmes tudi faze predelav oziroma dodelav, ali pa pač tako, da imamo tudi to malo dokumentiran, pa smo že objavljali na Instagramu, Facebooku, kako je vse skupaj malo potekalo. Tako da si lahko tam ogledate, evo. Sej, ne gre zdaj za nek kakšen ekstremen projekt, ni zdaj, da smo motor zamenjali pa Ja, pol ja, avta stran odrezali. Malo ste se poigrali, Malo smo se lepotni poigrali. dodatki, Tako ja. zvok konc koncev tudi. Zvok, ja. Tudi sam sem v bistvu nekako navdušen nad takimi blagimi predelavami, ali pa tako, da še zmeraj avto ohranja neko tisto osnovno obliko ali pa osnovni namen. Da ga ne srečaš vsak dan na cesti, točno Tako je, tazga, ne? tako je. Da ni čisto Da klasičen. majčken izstopa, ne pa preveč. Idejo sem imel M5 F90 ali pa RS6 Aha. C8, ampak moram priznati, da mi je RS6 vizualno bolj všeč. Všeč mi je, ker je že original precej dobro poširjen. M5 je le ista oblika kot na M530. Tle imaš, tako kot sva že prej govorila, v osnovi že recimo 22 col gor, pa sprednji diski mislim, da so, ne bom za zihar trdil, ampak mislim, da so te, ki niso keramika, so premera 420 mm, keramične zavore mislim, da so celo 440 mm. Vem, da ima M5 to, da ima zavore manjše, no. Načeloma mi je bil ta avto bolj všeč. Ti ni glavno vlogo odigrala, kako bi rekel, vozna dinamika, pa da ga mečeš po šrek, pa tako, ali... Ne, niti ne. Priznam, da ne. Pač Mislim, rekel, se imaš le dinamiko, ampak ne takšno, kakršno imaš v BMW. ja, verjetno je BMW majhen bolj športno naravnan. Igriv, z Malo zadnjim bolj igriv, pogonom, tako, ja, ja. A ja, tega ti nisem prej povedal. Tale naša ploščica, ki ga označuje, kaj pomeni tale LPV, Logarson Project Vehicle okej. 003. Sebring Black je barva, tukaj spod imaš pa napisan pač, kjer avto je. Kaj bi pa številka 1? Je bil pol to tisti avto, ki si ga prvega sam predelal? Ja, Si ga štel? v bistvu je tako, da je avtov že več, ampak kak smo zdaj tega, sem rekel, ajde. Nismo še uradno nič tega objavljali, naj bo ta številka 3, številka 1 je moj prvi avto, katerega sem tudi predelal, Polota, Polo Sva se pogovarjala o njemu. 6N, ja, no, evo, od njega so že govorila, še zmeraj ga imam, pa sem rekel, naj bo enka, Corrado, katerega si tudi videl, imam parkiranja tam not, bo načeloma štirk, za dvojko sem nekako namenil Porscheja, ki ga pa zdaj nimam več, 996 Turbo, sem ga prodal, Letos, mislim, da... ne, vozila sva se pa z 997, z Cabrio. Okej. Tistega tudi ni več, oziroma je pri kolegu, no. Ja. Pol si tudi dva avto v bistvu prodal letos? 996 Turbo sem pa prodal, mislim, da 2 let nazaj. Ja. Da ga nisem videl. Vsaj 2 let ga ni, no, ne, ti ga nisi videl. Bil je pa tako, no, zelo lepo narejen avto, lušten. Po tej cesti sva se že takrat pelala, mislim, ja. da mi je znana. Res Tele je. greš najbrž dostkrat ti je tako, kako bi rekel. A veš, da mi je zelo znana. všeč cesta, Mirje ni veliko prometa, ambient je ful lep, Gorenjski. tako ja, majhen delih hribčkov, lepi gozdovi, tako da tle se kar rad zapeljem, ja. Saj, če si ti bi se tam na nek pol presedla. Jaz sem za, z veseljem. Sam mi boš pač pokazal, kje pa kva. Bom, itak. Da se malo še naštelam. Kar tukaj naprej, ne? Logiš, kot tle naprej. Ja, zmer, ko se usedem v RS6, se počutim kot v enem takem tanku, ki je zraven raketa in te lahko izstreli. Ja, se Tako, drugače- drži se, širok si. Tako je. Zdaj imamo v normalnem modu, ne? Zdaj imaš v normalnem modu, pa ko si pa RS pritisnil, bo pa v RS modu. Surovo bi rekel. Kar, a ne? Kar porežete. Res dobro izpade ta naš sredinski del z X-Pipom. Nisem zasledil, da bi ga kjer drug proizvajalec izpušnih sistemov delal. Aha, v bistvu sam vi delate X-Pipe. Ne vem, videl ga nisem, no. Ker tudi original ga nima. Naredimo tak, malo bolj rezek, pa precej rezek, bolj ja. tak agresiven. Rezek je dobra V8 beseda, zvok. ki si opisal. Ja. Ja. Tle lepo vidim. Kar odzivan, a ne? Zelo.
In koliko bi, ne vem, takale predelava zvoka pri RS6 prišla stranko, če bi prišla do tebe, ne? Tili downpipi so ketless, se pravi čisto res varianta, so cenejši, pa sredinski del. Mislim, da takale kombinacija je nekje dobrih 3000 evrov. 3000 evrov. Sem mislil, da boš več rekel, veš? Ne, tale opcija je rečemo, da cenejša, če pa una z dirkalnimi katalizatorji je pa čez 4200, 300, 400 evrov. Ja, zdaj lahko praviš. Tole bi pa bilo, a? Za family wagon. Ja. Kakor sem bral, nekje en članek, ne bi bil RS6 najboljši model od Audija, tako kot je M3 najboljši model od BMW-ja, nekaj takega. Ne. Pa res je velika razlika med zaprtimi in odprtimi loputami, to mi zelo všeč. Da si lahko še zmeraj dobro zadeli. kulturen ali pa kakorkoli. Ja, tako, ja. Konji, specifikacije, večkrat tako se v osnovi ima 600 konjev, največ, aj performance ta drugače? Ni. Sploh ne vem, če so 2020 že performance delan, mislim, da je prišel kasneje ven. Nisem pa siguren. Tudi jaz ne. Kar se tiče konov, moramo avto dati še na valarje, da jih zmerimo. Sicer imam že v glavi kakšno cifro, ampak jo ne bom še povedal, ker smo hoteli eno nagradno igro iz tega narediti, tako da bodo ljudje majhno ugotavljali, kaj smo ven spravili. Tako da ajde, naj bo zaenkrat presenečenje, pride v kratkem. No. Super. Nam zaupaš, kaj bo mogoče nagrada, če bojo ugibali in sledili vašemu profilu? Moramo tudi še nagrade malo določiti, ampak ja, pa kakšen merch definitivno kakšen merch, pa kakšna vožnja, no tako je, tak je plan. Mislim, da je to vrhunska nagradna po mojem, da bo nagrada za enega petrolheada. Tako, ja. Obvezno pejte napisati Logarson, Instagram, TikTok, pa boste spremljali profil, da boste prvi, ki boste videli to nagradno igro. Tlele se pa tudi razgled odpre zelo lepo. Lepo je, ja. Ko avto žge, se avto tudi dvigne. Ali ga dvigaš, spuščaš, imaš kakšen tak sistem nastavljen? Če boš dal zdaj v komfort, ga boš dvignil. V RS modu je najnižji, pa v dynamiku. Če ga boš pa dal v komfort ali pa v avto, se pa dvigne. Loga pa še načeloma tle na funkciji še dodatno dvigneš na maksimum, ampak mislim, da to je pa samo do nekih 30 do 50 na uro drži, pa se pa dol spusti. Čisto v bistvu podvozje še zmeraj deluje po originalnemu protokolu. Vse skupaj prestavljeno, mislim, da 25 mm nižino. Jana Žiga, hvala lepa za tole izkušnjo. Zopet, ponovno in za naprej se priporočam, če boš imel kakšen takle projektek. Rade vole, upam, da ti je bilo všeč. Ja, RS6 je bomba zame. Se veš, še en sanski avto, tako da čestitke za projekt in da hvala lepa. Neki tacga v lasti. Kot rečeno, spremljate ga lahko Logarson, napišete na Instagram. TikTok, Facebook, da smo nekako kar posod prisotni in aktivni. Če boste hoteli kakšen avto zrihtati, je Žiga Logar. Se oglasite pri nas. Tako pravi naslov. Mi pa se itak vidimo v naslednjem vlogu. Like, share, subscribe, če ti je bila taka vsebina všeč, pa se gledamo drugo. Ajmo. Ajde.